Na slovenskem ozemlju se je organizirano izobraževanje slepih pojavilo ob koncu Prve svetovne vojne. Za ustanovni datum Zavoda za slepe velja 13. september 1919, ko je deželna vlada imenovala člane njegovega kuratorija. V 100 letih od ustanovitve je zavod nekajkrat zamenjal ime in lokacijo. Najprej domoval v Ljubljani, nato so ga leta 1922 preselili v Kočevje, 1944 nazaj v Ljubljano. Po kratkem gostovanju v Gluhonemnici mu je Ministrstvo za prosveto leta 1945 namenilo prostore zavoda de Notre Dame na Mirju, kjer se nahaja še danes. Po drugi svetovni vojni so zavod preimenovali v Zavod za slepo mladino. Leta 1965 je bila zgrajena nova šolska stavba, ki je omogočala vpis večjega števila otrok. Ker so začeli sprejemati tudi učence z nekoliko več vida, so zavod preimenovali v Zavod za slepo in slabovidno mladino. Leta 2004 se mu je priključila srednja šola Centra slepih in slabovidnih iz Škofje Loke. Do novega preimenovanja je prišlo leta 2016, ko se je zavod preimenoval v Center Iris, Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne. Spomladi 2017 je bil Center Iris na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam, izbran za izvajanje projekta Strokovni center za celostno podporo otrokom in mladostnikom z okvaro vida ter otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Naložbo sta sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Osebe z okvaro vida potrebujejo celostno podporo od prvega dne dalje, ko se okvara vida ugotovi. Slepota in slabovidnost sta senzorni motnji, ki močno vplivata na veščine komunikacije, gibanja in socializacije. Še toliko težje je otrokom in mladostnikom, ki imajo pridružene motnje, gluhoslepota, avtizem, motnje v duševnem razvoju. Sistematična in kontinuirana podpora družini in otrokom oziroma mladostnikom z okvaro vida je nujna od rojstva dalje. Saj le tako lahko v čim večji meri vplivamo na celostni razvoj otroka in opolnomočimo družino. Prav tako pomoč in podporo potrebujejo strokovni delavci, delodajalci in širše družbeno okolje. Praktično ne obstaja področje, ki se ne bi dotikalo življenja oseb z okvaro vida. Aktivnosti, ki so se izvajale v okviru projekta, so bile zaokrožene v celoto in so se izvajale kontinuirano v vseh obdobjih, od rojstva do vstopa na trg delovne sile. Dejavnosti strokovnega centra smo razdelili v 4 skupine: celostna ocena, razširjeni kurikul, svetovanje in izobraževanje, strokovni center. V skupini celostne ocene izvajamo oceno vizualnega funkcioniranja, oceno glede na specialno pedagoška področja, oceno SNEP, psihološko oceno, podajamo priporočila in nudimo svetovanje. V skupini razširjeni kurikul izvajamo obravnave na domu v zgodnji obravnavi, tečaj računalništva, branja in veččutno delavnico za otroke s specifičnimi učnimi težavami ter za otroke s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Izvajamo tečaje, delavnice, organiziramo in nudimo pomoč pri izvedbi delovne izkušnje. V skupini svetovanje in izobraževanje prilagajamo gradiva za slepe in slabovidne, nudimo izposojo pripomočkov in opreme, izdelujemo pripomočke za delo, učenje, igro, izdelujemo tipne knjige, izobražujemo starše, strokovni kader, zainteresirano javnost, snemamo videe z didaktičnimi in metodičnimi priporočili. V skupini Strokovni center skrbimo za promocijo naših dejavnosti, za ozaveščanje širše družbe, udeležujemo se konferenc, organiziramo dogodke. V letu 2019 smo praznovali 100 let šole za slepe in slabovidne in smo v ta namen pripravili več dogodkov. Na pohod 100 slepih in slabovidnih po Ljubljani se nas je 15. maja 2019 na deževen četrtek podalo kar 158. 16. in 17. maja 2019 smo organizirali strokovno konferenco z mednarodno udeležbo z naslovom Celostna obravnava, vseživljenjsko učenje in socialno vključenost oseb z okvaro vida, katere se je udeležilo 86 strokovnjakov, ki so lahko slišali 49 različnih referatov. Izdali smo zbornik strokovnih prispevkov konference, kjer je dela objavilo 57 avtorjev na 502 straneh. Izdali smo zbornik prvih 100 o preteklosti, sedanjosti in ciljih naše ustanove. Maja smo gostili letno srečanje predstavnikov ustanov, ki se povezujejo v strokovnem združenju MDVI Euronet. Med 31. majem in 3. junijem smo organizirali mednarodne športne igre za slepo in slabovidno mladino, kjer je več kot 50 športnikov iz 7 timov iz 5 držav tekmovalo v 5 športih: showdownu, golbalu, kolesarjenju v tandemu, plavanju in atletiki v 20 športnih disciplinah. Septembra 2019 smo v zgodovinski matri v Mestne hiše v Ljubljani na Mestnem trgu otvorili razstavo 100 let šole za slepe in slabovidne v Sloveniji. 19. septembra 2019 ob 19. uri smo v Slovenski filharmoniji v Ljubljani organizirali svečano akademijo ob 100-letnici.
Oktobra 2019 smo v Slovenskem šolskem muzeju otvorili razstavo ob 100-letnici šole za slepe in slabovidne. Skupaj zmoremo več.